Aplikacije elektroskopa. Elektroskop je analogna naprava za dokazovanje električne napetosti in nabojev drugih objektov. Zgrajanje je zelo preprosto, in sicer iz dveh kovinskih lističev, ki sta obešena na kovinsko palico. Ta se ponavadi postavi še v kozarec, da se zmanjša vpliv okolja. Če se vrhu te kovinske palice približamo z naelektrenim objektom, se kovinska lističa razklonita. Prvo verzijo elektroskopa je izumil William Gilbert že leta 1600. To je bila prva naprava, ki je lahko zaznala prisotnost naboja na objektih. Ta verzija je dokaj drugačna od današnjih elektroskopov. Po zgradbi je zelo podobna kompasu, le da igla ni magnetizirana. Ta igla se usmeri v nabite objekte v bližini in jih tako zazna. Prva nadgradnja tega elektroskopa je bila narejena leta 1731. Ta je bila zgrajena iz kroglice, ki je bila pripeta na nabit objekt, zato se je od drugih nabitih objektov ali odbijala ali privlačila. Tak elektroskop je lahko že približno primerjal moči naboja objektov. Najbolj znana verzija elektroskopa pa je bila izumljena leta 1787. O tej bom govoril tudi v nadaljevanju. Preden se lotimo aplikacij, pa si poglejmo še pojave in sile, ki so potrebne za razumevanje elektroskopov. Najbolj pomembna od teh je sila, ki se pojavi med nabitimi delci ali objekti. Njena jakost je odvisna od jakosti naboja delcev, njena smer pa od tipa naboja delcev, kateri vplivajo drug na drugega. Delci z enakim nabojem se odbijajo, delci z nasprotnim nabojem pa se privlačijo. Drugi pojav, ki ga je potrebno poznati, je influenca. To je pojav, ko se na nevtralnem telesu naboj prerazporedi zaradi bližine drugega nabitega telesa. To pa se zgodi pravzaprav zaradi preomenjene sile. V tem primeru influenco povzroča telo z negativnim nabojem, od katerega se negativno nabiti delci v nevtralnem telesu odbijajo. Zato zgornji del telesa postane pozitivno nabit, spodnji pa negativno. Ko to telo umaknemo, pa se zopet vrne v prvotno stanje. Glavna uporaba elektroskopa je zaznavanje naboja na zaželenih objektih. To je lahko statični naboj na objektu, kot je steklena palica ali plastenka, katero smo drgnili s krpo, ali pa na drugi nabiti predmeti. To se naredi tako, da objekt, za katerega hočemo ugotoviti naboj, približamo zgornjemu delu elektroskopa. Če je ta objekt nabit, se bosta kovinska lističa razmaknila. Oglejmo si to še bolj podrobno na primeru, kjer je ta objekt nabit pozitivno. Pozitivno nabit objekt približamo elektroskopu. Zaradi influence se naboj na elektroskopu preuredi. To se zgodi, ker se različno nabiti delci med seboj privlačijo, zato se negativno nabiti elektroni približajo objektu. Protoni s pozitivnim nabojem pa ostanejo na istih mestih, saj se nahajajo v jedrih atomov, ki se ne morejo premikati tako kot elektroni. Sedaj sta kovinska lističa oba pozitivnega naboja. Enako nabiti objekti pa se med seboj odbijajo, zato se lističa razmakneta. Ko ta objekt umaknemo, na elektrona ne deluje več nobena zunanja sila, zato se vse vrne v svoje prvotno stanje. Po izgledu enako se zgodi tudi, če je objekt nabit negativno. Notranji proces pa ni povsem enak. Če ima objekt negativen naboj, se elektroni od njega odbijajo in se naberajo v kovinskih lističih. Tako sta kovinska lista nabita negativno in se zato odbijata. Ker pa sta ta primera na pogled enaka, ne glede na naboj objekta, na tak način ne moremo ugotoviti, ali je negativen ali pozitiven. Se pa to da ugotoviti po malo drugačnem postopku. Začnemo enako, tako da objekt, za katerega hočemo ugotoviti naboj, približamo elektroskopu. Medtem ko je objekt še zmeraj v bližini elektroskopa, elektroskop ozemljimo, tako da se ga dotaknemo s prstom. Potem objekt umaknemo. Opazimo, da se lističa odbijata, in sicer imata naboj, ki je nasproten naboju prvotnega objekta. Sedaj vzamemo nek drug predmet, za katerega vemo, kakšen je njegov naboj. Če je ta naboj recimo negativen in se lističi bolj razmaknejo, je bil prvoten objekt pozitiven. Če pa gredo bolj skupaj, pa je bil negativen.
To si bolj podrobno poglejmo na primeru, kjer ima prvoten objekt negativen naboj. Negativen objekt približamo elektroskopu. Ta potisne elektrone stran od sebe v lističe, kateri se razmaknejo. Takrat, ko elektroskop ozemljimo, elektroni zapustijo elektroskop, saj se elektroni, katerih je veliko v spodnjem delu, tudi med seboj odbijajo. To se dogaja, dokler lističa nimata nevtralnega naboja. Ko pa umaknemo stran še nabiti objekt, se več elektronov spet pomakne v zgornji del elektroskopa in celoten elektroskop ostane pozitivno nabit. To pomeni, da imata tudi oba lističa pozitivni naboj, zaradi česar se odbijata. Temu se reče induktivno napajanje. Sedaj pa potrebujemo objekt, za katerega vemo, če ima pozitivni ali negativni naboj. Recimo, da je ta objekt negativen, kot je na primer plastenka, ki smo jo podrgnili ob lase. Ko ga približamo elektroskopu, se lističi premaknejo bolj skupaj, če je bil prvoten objekt negativen. Če gredo bolj narazen, pa je bil prvoten objekt pozitiven. V našem primeru gredo bolj skupaj, saj smo začeli z objektom z negativnim nabojem. Z elektroskopom lahko tudi primerjamo naboje med objekti, saj je objekt, ki je močneje nabit, bolj premakne liste kot drugi, ki je manj. Razmerje med razmakom lističev in nabojev pa ni linearno, kar pomeni, da če so lističi pri objektu 1 dvakrat bolj narazen kot pri objektu 2, ta objekt ni dvakrat bolj nabit, ampak je razlika med njima še večja. Za bolj natančno merjenje naboja pa bi potrebovali predmet, za katerega vemo, kakšen je njegov naboj. Dandanes pa se elektroskopi uporabljajo večinoma le še za demonstracije delovanja principov influence in sil med nabitimi telesi. To je predvsem zaradi razvoja bolj sodobnih digitalnih orodij, katera je lažje uporabljati, je od njih lažje odčitati rezultate in so bolj natančna.